Kandidiram za poslanca, ker sem prepričan, da mora biti slovenska politika ljudska, zmirna in dosledna. Politika Radovana Žerjava. Prihajam pa iz Notranjske, kjer so razvojne priložnosti bistveno premalo izkoriščene. Predvsem gre za naravo, gozd, les, turizem. Na tem področju zastavljam svoje znanje in izkušnje, da uspemo tudi Notranjci. Hvala. Kandidat za poslanca v drugem volilnem okraju tretje volilne enote na Vrhniki, gospod Vinko Bizjak, se nam danes ni mogel pridružiti, zato pa vabim kandidatko za poslanko v tretjem volilnem okraju tretje volilne enote, Ljubljana Vič Rudnik 1, dr. Tatjano Devjak, da se nam predstavi. Lepo pozdravljeni. Kandidiram zato, ker sem prepričana, da Slovenci kljub družbeni in ekonomski krizi imamo možnost. Možnost pa imamo zato, ker imamo znanje in ker hočemo. Res, da se v zadnjem času naša družba in določeni posamezniki kažejo kot zelo izmuzljivi. Vendar, če bomo znali izterjati družbeno odgovornost, ne samo politike, vseh, ki so odgovorni za naše življenje, bomo dosegli svoje. Če bomo znali skupaj, en sam ne doseže veliko, pripraviti tako situacijo, da bodo imeli vse družbene skupine neko možnost kvalitetnega preživetja. In pa rada bi nek strpen dogovor v tej zelo široki, vendar moji domovini. In ponosna sem, da sem na listi Radovana Žerjava. Hvala. Kandidatka za poslanko v četrtem volilnem okraju tretje volilne enote Ljubljana Vič Rudnik 2 je gospa Monika Malešič. Lepo pozdravljeni, moje ime je Monika Malešič. Za kandidiranje sem se odločila izključno in samo zato, ker menim, da je potrebno v Sloveniji spremeniti sistem in miselnost politikov. To je, kar se tiče moralne odločitve, kar se tiče pa stroke, bi pa poudarila samo to, da sem se odločila kandidirati na stranki magistra Radovana Žerjava izključno in samo zato, ker podpira mojo stroko. Povabile so me še druge močne stranke, kjer sem kandidaturo zavrnila. Iz strokovnega stališča pa želim, da se spremeni to, da se evropska strukturna politika v Sloveniji spremeni na ta način, da bo optimalno izkoriščena in da ne bojo uveljavljeni močni lobiji. Tudi k meni so hodili lobirati, zato sem bila razrešena, ker sem opozarjala na napake, nepravilnosti in da se nepovratna sredstva ne bojo dodelila izključno in samo po lobiji. Hvala. Kandidat za poslanca v petem volilnem okraju tretje volilne enote Ljubljana Vič Rudnik 3 je dr. Drago Čepar. Prosim. Imam 5 otrok, univerzitetno diplomo, 2 magisterija in doktorat znanosti, bil pa sem državni sekretar za družino, mestni svetnik in direktor urada za verske skupnosti. Za delo na področju verske svobode mi je papež Benedikt XVI podelil odlikovanje Pro Ecclesia et Pontifice. Pri uresničevanju strankinega programa si bom še posebej prizadeval za pravico do javnega izražanja vere, večjo državno podporo družinam z otroki, za družini in otrokom prijazno Ljubljano. Kot mestni svetnik sem uspel s predlogi za sedeže za nosečnice in matere z otroki na mestnih avtobusih in za čestitke ter mestno darilo mestne občine ob rojstvu otroka. In prizadeval si bom za bolj učinkovite protipoplavne ukrepe v Ljubljani. Hvala. Kandidatka za poslanko v šestem volilnem okraju tretje volilne enote Ljubljana Vič Rudnik 4 je gospa Andreja Grabner. Lep pozdrav tudi v mojem imenu.
Pri svojem delu se redno srečujem s podjetniki, njihovimi težavami in izzivi in na drugi strani z državo, ki s svojimi predpisi in omejitvami to podjetniško inicijativo kar uspešno zavira. Zato se mi zdi res pomembno, da v prvi vrsti uvedemo vse ukrepe, ki bodo omogočili našemu gospodarstvu, da zadiha samo po sebi, tako kot zmore in zna. Posebej se mi zdi pomembno, da najprej poskušamo odpraviti ta kreditni krč, ki ta trenutek najbolj duši gospodarstvo in je tudi eden pomembnih razlogov za to, da je ta trenutek plačilna nedisciplina postala eden največjih težav. Prepričana sem, da je podjetniški način razmišljanja in dela mogoče uvesti tudi v javni upravi, podpornih institucijah, vključno s bankami. Zavzemala se bom za vse ukrepe, ki bodo pripomogli k temu, da Slovencem ponovno povrnemo vrednoto dela kot eno temeljnih, tako kmetom, delavcem, podjetnikom, kot tudi zaposlenim v državni upravi. Zagotovo bo moja posebna skrb namenjena družini, vzgoji otrok in rodine in v povezavi s tem tudi zato, da ohranimo dovolj kakovostno naše okolje in da zagotovimo našim ljudem dovolj kakovostne domače hrane. Verjamem v boljšo Slovenijo in verjamem v to, da se zanjo res treba potruditi. Hvala. Kandidat za poslanca v 7. volilnem okraju 3. volilne enote Ljubljana Center je gospod Janez Remškar. Spoštovani, torej sem Janez Remškar, Ličen, kateri govori, drugi delamo. Vrsto let sem delal v vrhunski medicini, v zdravstvu, tudi v intenzivi z najtežjimi bolniki. Bil sem član prvega demokratično izbranega izvoljenega parlamenta, sodeloval aktivno v naši sicer kratki osvobodilni vojni. Kot direktor bolnišnice Jesenice sem sodeloval in predvsem prispeval k izgradnji pediatričnega oddelka, sodeloval pri in vodil konsolidacijo finančne bolnišnice ter postavil temelje za sedanji kvaliteten razvoj in delo te bolnišnice. Istočasno pa sem leta 2002 prevzel odgovornost, ker sem bil istočasno tako poslovni kot strokovni direktor, ter odstopil z položaja generalnega direktorja zaradi napake podrejenega v času dežurstva. Nič dobrega se mi potem ni zgodilo, ampak to je druga zgodba. Prevzel sem tudi vodenje ene največjih humanitarnih organizacij, ampak torej altruistično oziroma neprofesionalno Rdečega križa po aferi z Jeliničem in mislim, da smo uspeli spet spraviti to organizacijo na pravo pot. Kasneje, kot direktor direktorata na Ministrstvu za zdravje, sem aktivno prispeval k nekaterim zakonom, ki so pomembni, duševno zdravje, pacientove pravice, ne nazadnje tudi o zdravilstvu, ki pa je žal šel v hladilnik z novo vlado. Istočasno spet sem pravzaprav postavil oziroma skušal postaviti zrcalo stroki v primeru Nekrep, kjer sem pa ostal žal v konfliktu z svojo stroko sam, razen javne glasne podpore docent Primožiča, tedanjega predstojnika pediatričnega kirurškega oddelka. Mislim, da sem imel prav in še danes stojim na tem stališču, da sem takrat reagiral pravilno. Vrsto drugih stvari, med drugim tudi konflikti, ki sem jih imel zaradi postavitve ali pa zahtev, pa bom kar rekel, tako leve kot desne politike, kajti v tem mojem 5-letnem mandatu so se razlastile vsaj dve politični opciji. Po zahtevah po številnih šolah v zdravstvu, predvsem srednjih in visokih, kajti ocenjujem, da tako ne gre. Šola, predvsem zdravstvena, pa tudi fakulteta, mora imeti tako teoretično znanje, ki ga te šole sicer zagotavljajo, primanjkuje pa praktičnega znanja. Predvsem hočem postaviti to, da sem vedno deloval pred vas, da sem vedno deloval odgovorno, s premislekom, vendar žal to v tej naši državi v tem trenutku še ni dobro sprejeto. Tako bom deloval v primeru, da bom izvoljen tudi bodoče. Hvala lepa.
Hvala. Kandidat za poslanca v 8. volilnem okraju 3. volilne enote Ljubljana Šiška 1 je gospod Velislav Žvipan. Spoštovani, sem univerzitetni diplomirani inženir, aktiven na področju finančnih spodbud v regionalnem razvoju. Zavzemam se za odločitve, ukrepe in dejanja, ki bodo dokazala, da smo Slovenci in Slovenke, prebivalke in prebivalci Slovenije, sposobni trajnostno in dobro gospodariti na svojem. Zavzemam se za vladavino vesti in zdrave pameti v gospodarstvu. Temu lahko rečemo tudi transparentnost, odgovornost, pravičnost, družbena čutečnost. Zavzemam se za to, kar nujno vsi potrebujemo, to je zdravo okolje, zdravo hrano, ki si jo lahko v bistveno večjem deležu sami pridelamo. To konkretno pomeni, da dvignemo zavest o tem, da je to potrebno in da je to tudi možno. To so končno v krizah dokazale tudi druge države. Zavzemam se tudi za partnerstvo med državo in mestom. V konkretnem primeru za boljše delovanje zakona o glavnem mestu, kar v praksi pomeni ureditev primestnega železniškega prometa. Tega gotovo ne more napraviti mesto samo, regija, mesto in država pa že. Zavzemam pa se tudi za zdrave medčloveške odnose, tako med sodelavci v podjetjih, kot tudi v družbi nasploh. Pripravljen sem zastaviti svoje prizadevanja, znanje in čas, da k temu pripomorem, čeprav majhen, pa vendarle delček, ki ga lahko dam. Hvala lepa za pozornost. Hvala. Kandidatka za poslanko v 9. volilnem okraju 3. volilne enote Ljubljana Šiška 2 je gospa Alenka Lovišček Stojanovič. Prosim. Povedala, moje ime je Alenka Lovišček Stojanovič, sem magistra poslovnih ved, svoje znanje izpopolnjujem na doktorskem študiju, sicer sem podjetnica, poročena, mama, ponosna mama 3 sinov. Zavedam se, da Slovenija med drugim potrebuje tudi urejeno stanovanjsko in prometno problematiko, sploh pa v Ljubljani. Predvsem blokovska naselja v Ljubljani imajo velike težave s parkirišči in zemljiščem, lastništvom, ki ni opredeljeno, in kot poslanka se bomo zavzemala za ureditev lastništva parkirišč tako v mestni občini Ljubljana kot v celotni Sloveniji. Bi pa samo še za konec povedala, pustimo preteklost in poskrbimo za prihodnost. Hvala. Hvala. Kandidat za poslanca v 10. volilnem okraju 3. volilne enote Ljubljana Šiška 3 je dr. Stanislav Raščan. Spoštovani, sem veleposlanik Ministrstva za zunanje zadeve, doktor politoloških znanosti iz področji mednarodne politike, ukvarjam se predvsem z varnostno politiko, o kateri tudi predavam na slovenskih in tujih univerzah. Z svojimi mednarodnimi izkušnjami se mi zdi, da bi lahko pomagal tudi pri gospodarski in razrešitvi gospodarske finančne krize v Sloveniji. Predvsem pa se mi zdi, ker sem kot aktivno sodeloval tudi pri slovenski osamosvojitvi pred 20 leti, da je spet prišla ena priložnost, ena kriza, ki jo je treba zagrabiti in ki jo bo najboljše lahko razrešil predsednik Slovenske ljudske stranke, magister Radovan Žerjav, in sem vesel, da me je povabil v svojo ekipo. Hvala lepa. Hvala. V 11. zadnjem volilnem okraju 3. volilne enote Ljubljana Šiška 4 pa kandidira gospod Janez Čaleš. Prosim. Lep pozdrav. Kandidiram predvsem zato, da bi stranki pomagal nabrati čim več glasov, da pride s čim večjim številom poslancev v parlament. Vesel sem tudi, da je v stranki veliko mladih,
ki so zagotovilo za prihodnost in veliko nas je starejših, ki imamo pa bogate izkušnje. Mene poznate, da sem bil 15 let vaš kolega, bil sem potem 9 let v Lesnini, direktor televizije, generalni RTV-ja in v zavarovalnici Adriatic Slovenica, torej sem si nabral dovolj izkušenj. Mislim, da to stranko moramo podpirati, ker je edina stranka v Sloveniji, ki je ostala od 89. leta do danes. Vse druge so se menjale, spreminjale in tako naprej. Tudi to morajo Slovenci na nek način ceniti. Rad bi dodal samo še to, da so po mojem 4 prioritete, ki jim kaže, če bom poslanec še izvoljen, poskrbeti za pravno državo. Mislim, da to, kar se dogaja s pravno državo, je sramota za to državo, za katero sem se tudi jaz kot direktor v hudih časih potegoval. Potem mislim, da moramo poskrbeti z denarjem, z vsem za mala podjetja, za obrtna podjetja, predvsem družinska podjetja, ki so zagotovilo, da se bojo tisti, ki so danes brezposelni, lahko zaposlili. Potem je še tu vprašanje socialnih transferjev. Vemo, da je naša stranka to podpirala, nekateri so rušili, mogoče in bojo ljudje na volitvah zamerili to končno. In pa samo preskrba, mislim, da je sramota, da imamo 45% lastnega krompirja, pa tako naprej, da ne naštevam tega. Končal bom pa z mislijo, kaj če bi tokrat volili SLS Radovana Žerjava. Iz prvega volilnega okraja 4. volilne enote iz Kočevja prihaja in tam tudi kandidira gospod Gregor Košir. Spoštovani, slovenski parlamentarizem se spreminja v naoljen stroj starih obrazov, nevoščljivosti, medsebojnega obračunavanja. Slovenska ljudska stranka je šla čez to. In prav s pomočjo tudi nas mladih, s tistim kančkom naivnosti, vendar vztrajnosti, bomo reševali, kot smo že dokazali, tiste konkretne probleme. Konkretne probleme na študentski problematiki, študentskem delu, na socialni nepravičnosti, na slabih porazdelitvah sredstev, na odtekanju sredstev, ki so vsem na očeh. To so konkretni problemi, ki so rešljivi samo s trmo vztrajnostjo. Prihajam iz Kočevske regije, ki jo ta država zavedno ali nezavedno spreminja v mrtev žep. Tega kot poslanec ne bom dopuščal. Hvala lepa. V drugem volilnem okraju 4. volilne enote v Ribnici kandidira gospod Janez Tomšič. Prosim. Sem Dobrepolc. Dobrepolje verjetno poznate, če ne drugega po zadnjih katastrofalnih popravah. Za osebni uspeh si štejem, da sem ponosen oče 3 otrok, že pri svojih letih. Zakaj kandidiram? Prvič zato, ker imamo jasno vizijo, ker imamo jasen delovni načrt, jasne naloge, jasne roke in jih bomo tudi izvedli. Drugič zato, ker ima ta stranka, ker ima Slovenska ljudska stranka Radovana Žerjava jasne vrednote, ki so tu zapisane v našem temeljnem programu iz leta 2007. Slovenstvo, sožitje, družina. In tretjič zato, ker sem po naravi vztrajen, ker je vztrajen magister Žerjav, ker je vztrajna Slovenska ljudska stranka. Slovarju slovenskega knjižnega jezika pravi, da je vztrajnost nadaljevanje aktivnosti prizadevanja dela kljub oviram in nasprotovanjem. Slovenski ljudski stranki so se nasprotovanja dogajala, se dogajajo in se bodo, vendar bomo z energijo in voljo ta nasprotovanja presegli, izvedli naš program in seveda Slovenijo popeljali boljše čase. Vse pa z enim samim ciljem, da bo Slovenija bolj pravična. Da bo bolj pravična in to pomeni vse, da bo pravna država, da bo sožitje med generacijami, da bo vse ostalo. Za bolj pravično Slovenijo. Hvala. Kandidatka za poslanko v 3. volilnem okraju 4. volilne enote Grosuplje je gospa Milena Vrhovec. Prosim. Lepo pozdravljeni vsi zbrani. Izredno sem vesela in počaščena, da lahko kandidiram za poslanko v Državni zbor na listi magistra Radovana Žerjava.
Če bom poslanka, se bom zavzemala za hitrejšo gospodarsko rast, za ukrepi, kateri bodo to omogočili. Nadalje se bom zavzemala za večjo samooskrbo in za razvoj turizma, za kar je v mojem volilnem okraju še veliko možnosti in priložnosti. Nikakor pa ne bom ravnodušna tudi do boja proti korupciji in seveda tudi moj velik namen bo tudi namenjen borbi proti oziroma za pravno državo in za čim boljše oziroma spodobno življenje vseh državljanov, vseh pridnih državljanov naše države. Hvala lepa. V 4. volilnem okraju 4. volilne enote v Litiji kandidira gospod Gvido Kres, ki se nam danes ni mogel pridružiti, zato pa vabim kandidata za poslanca v 5. volilnem okraju 4. volilne enote Ljubljana Moste-Polje 1, gospoda Janeza Žagarja, da se nam predstavi. Prosim. Hvala lepa. Moram priznati, da imam že kar nekaj kilometrine v kandidiranju. Na vse zadnje sem bil pred enim letom kandidat za župana Ljubljane. Žal za Ljubljano ne dovolj uspešno, ampak jaz pravim, vedno gremo na bolje. Namreč prihodnost je pred nami. Kandidiram v kraju, kamor se steka vse. Večino rek, večino železniških prog in tudi ceste. To je okraj, ki zaobsega vzhodno od avtoceste, Zalog, hribe Bezence, Lipoglav, Sostro in del občine Dolsko-Senožeti. Ta kraj je tak, ki ga nekako Ljubljana vidi kot jugovzhod in ne ve preveč, koliko bi se s tem delom ukvarjala. Za državo smo pa v Ljubljani in pač prelaga odgovornost na Ljubljano. Jaz mislim, da kot poslanec se bom zelo zavzel, da se ta problematika, ki se vleče že 16 let, to je vstop Zaloške na avtocesto, ureditev Litijske, enkrat dokončno odpravi. In moj pogled je tak, kot vse poti, smeri grejo v naš okraj, je tudi smer ljudske stranke tista prava, ki bo Slovenijo popeljala na boljšo pot. Hvala lepa. V 6. volilnem okraju 4. volilne enote Ljubljana Moste-Polje 2 kandidira gospa Majda Senekovič. Prosim. Lepo pozdravljeni na listi Slovenske ljudske stranke in s tem ministra Žerjava kandidiram zato, ker močno verjamem v njene vrednote in cilje. To pomeni, da se zavzemam za takšno Slovenijo, ki bo slehernemu državljanu zagotavljala varnost, enakopravnost, dostojno življenje, motivacijo za delo, za napredek in za vzajemno sodelovanje. Menim pa, da so pogoji za tole poštenost, pravičnost, učinkovitost in prijaznost države na vseh področjih njenega delovanja. Pravo, zdravstvo, zavarovalništvo, šolstvo in še bi komentirala. Le z doslednim sledenjem tem vrednotam bomo zagotovo ustvarili zaupanje vredno Slovenijo, v kateri se bomo vsi državljani dobro počutili. Hvala. Kandidatka za poslanko v 7. volilnem okraju 4. volilne enote Ljubljana Moste-Polje 3 je magistra Jasmina Velagič. Prosim. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Prepričanje v lastno nemoč sproža vedno večjo pomanjkanje zanimanja mojih vrstnikov za kakršnokoli delovanje v dobro skupnosti. Verjamem, da ima vsak posameznik sposobnost spremeniti svet na bolje, če so mu vsi ljudje pripravljeni prisluhniti in če je za to volja. Menim, da smo prav mladi tisti, ki lahko doprinesemo nujno potrebno svežino za pozitivne spremembe. Skupaj nam lahko uspe stvari obrniti v prid lepše prihodnosti. Hvala lepa.
V 8. volilnem okraju 4. volilne enote Ljubljana Bežigrad 1 kandidira gospod Alojz Škrajnar. Lep pozdrav vsem. Vzpostavitev pravne države in postavitev temeljev za reševanje naše dobre lepe Slovenije prav gotovo tudi to, da povrnemo ljudem zaupanje v to našo pravno državo in nekako damo tudi bodoči vladi možnost za speljavo vseh protikriznih ukrepov, ki bodo dokaj boleči in verjetno nepriljubljeni med ljudem. Pred leti sem bil podjetnik, uspešen podjetnik v gradbeništvu, zaradi bolezni sem mogel zadevo prekiniti. Zdaj pa mislim, da lahko zelo veliko naredim tudi v Slovenski ljudski stranki, delam tudi na humanitarnih področjih in delo z ljudmi me veseli. Tako da mislim, da bom tudi tukaj lahko uspešen. Hvala lepa. V 9. volilnem okraju 4. volilne enote Ljubljana Bežigrad 2 kandidira gospa Olga Butinar-Čeh. Prosim. Lep pozdrav. Veseli me, da sem najdla svoje mesto v ekipi magistra Radovana Žerjava. Prihajam iz področja kulture, menedžmenta in pa varstva kulturne in naravne dediščine in to so elementi, za katere bi se zavzemala, poleg izenačiti vse možnosti vsem otrokom v šolstvu. Šolski sistemi so izjemno kriti in današnje razlike med nami, razlike na področju financ, na področju bogatih in revnih, delajo zelo nespodobno mladost, že najmanjšim. In to je nekaj, kar lahko z zelo kratkimi, majhnimi, nebolečimi prijemi spremenimo. Zato bi se zavzemala in držite pesti, da na vrata. Kandidat za poslanca v 10. volilnem okraju 4. volilne enote Domžale 1 je gospod Franci Rokavec. Prosim. Lep pozdrav iz srca Slovenije, tako da tudi prihajam. Sem seveda ponosni očka 3-letne hčerke Zoje. V politiki sem že od konca 80-ih let, že kar taka dolga kilometrina. Program ne izključevanje, ampak sodelovanje. To mislim, da je tisto moto, ki ga Slovenska ljudska stranka in lista predsednika Radovana Žerjava posebej tudi na sedanjih volitvah, predvsem tudi z svojimi dejanji. Vendar bi omenil 3 ključne programske poudarke. Prvo, predvsem je potrebno storiti bistveno več za odpravo zbirokratizirane države, odpravo neštetih birokratskih ovir, ki nam grenijo vsakdanje življenje. Drugo, bistveno ponovno vzpostaviti možnost socialnega dialoga. Slovenija je zagotovo, predvsem v tem stanju, kjer se je politika bistveno premalo pogovarjala z socialnimi partnerji. In tretje, seveda področje črpanja evropskih sredstev in lokalne samouprave. Zagotovo tukaj nam bije plat zvona, če hočemo biti še učinkoviti za počrpanje evropskih sredstev. Slovenija bi morala narediti sanacijski načrt, se pravi spremembe operativnih programov v 3 mesecih po vzpostavitvi vlade in seveda pripraviti strategijo za pogajanje za prihodnjo finančno perspektivo. V okviru lokalne samouprave pa zagotovo vzpostaviti vsaj en postopek decentralizacije, prenos upravnih enot na seveda občine. S tem bi seveda v tem obdobju lahko naredili največ za hitrejše in učinkovitejše dele tudi na področju lokalne samouprave. Skupaj zmoremo več in jaz sem prepričan, če bomo sledili temu motu, da bomo lahko uspešni. Hvala lepa. Listo kandidatk in kandidatov 3. in 4. volilne enote, ki so se predstavili danes, pa zaključuje kandidat za poslanca v 11. volilnem okraju 4. volilne enote Domžale 2, dr. Laris Gajser. Prosim. Spoštovani kolegi, dober dan. Sem Laris Gajser, predavatelj mednarodnih odnosov in
svetovnega gospodarstva v Univerzi v Georgiji v Ameriki, Združenih držav Amerike, raziskovalec Business Intelligence v Univerzi v Rimu in dolga leta sem bil tudi predsednik uprave energetskih podjetij v Evropi. Iz vseh teh funkcij sem odstopil 1. novembra 2011, da sem lahko kandidiral svobodno in neobremenjeno na listi Slovenske ljudske stranke Radovana Žerjava. Kandidiram v Slovenski ljudski stranki, ker sem prepričan, da je najstarejša slovenska stranka ima potencial, da postane ponovno prva stranka v Sloveniji, ker predstavlja vrednote slovenskega naroda in ker zagotovo v tej moralni krizi je edina stranka, ki lahko reši Slovenijo v prihodnosti. Zavzemal se bom kot strokovnjak mednarodnih odnosov, seveda, da rešim Slovenijo iz provincialnosti, v katero nas je pahnila zadnja politična elita in da poveže Slovenijo za svetom. Ker pa, kot je rekel Napoleon, imam rajši srečnega generala kot dobrega generala, mislim, da tudi Slovenija, tako kot si mi, potrebujemo veliko sreče. Pregovorno v Sloveniji sreča je povezana s krompirjem, kot nas je spomnil tudi gospod direktor. Jaz bom nagovarjal vse moje volivce od jutri naprej na cesti, na ulicah, z vrečko krompirja, domačega, slovenskega, na katerem govori prelepljen moj program in v upanju, da bomo imeli srečnejšo prihodnost, bom to podaril v znaku sreče mojim volivcem. Hvala. Hvala še enkrat vsem kandidatkam in kandidatom, ki so se nam danes predstavili. Sedaj pa vabim